Kaj pomeni biti direktorica Orje Computers? Predvsem eno zelo veliko dinamiko, soočanje s raznimi poslovnimi procesi, ne samo znotraj Orje Computers, ampak tudi s poslovnimi procesi pri naših uporabnikih. Predvsem pa delo z ljudmi. Čeprav mogoče po imenu Orje Computers bi kdo rekel, to pa najbrž ni delo z ljudmi, je delo z računalniki. Jaz pa na direktorovanje gledam predvsem kot na delo z ljudmi. Odkje ta zavest? Kdaj se je v samem vodstvu prvič porodilo to spoznanje, da so v resnici posel ljudje? Ja, to spoznanje je z nami nekako od leta 2000. Že prej smo sicer vedeli, da ljudje smo pomembni, ampak leta 2000 smo sprejeli zelo pomembno strateško odločitev in sicer, da se bomo preusmerili res v ponudbo najbolj zahtevnih rešitev na področju informatike. In rešitve in storitve seveda izvajajo ljudje. In ljudje smo del teh rešitev. In zato je bilo takrat pač nekaj najbolj logičnega, da smo rekli, najprej, kar moramo delati, kar moramo razvijati, so naši zaposleni. Tako da takrat je bil v bistvu najbolj, bom rekla, zavesten premik in zavestna odločitev v razvoj zaposlenih. Od elektroinženirke do inovativne menedžerke, kateri so bili tisti najbolj prelomni trenutki v osebnostnem razvoju? Moram reči, da to je kar težko razmišljati. Jaz si osebno nikoli nisem postavljala ciljev, da bi rekla, zdaj pa bom to, pa ono, pa tretje. Že recimo odločitev za študij elektrotehnike je prišla bolj kot ne z neba. Razmišljala sem o raznih variantah. Pač študij mi je bil všeč, sem ugotovila, da je bila to zanimiva zadeva zame, ampak po študiju spet nisem kaj dosti razmišljala, kaj pa potem. Mogoče recimo prvi prelomni trenutek je bil to, da sem se odločila, da sploh ostanem v Zasavju. Ker kot študentka sem bila že štipendistka neke ljubljanske organizacije, tako da recimo prakse sem že opravljala v Ljubljani, ampak sem se potem zelo iznenada odločila, da ostanem v Zagorju. S tem je bila tudi povezana prva zaposlitev kot inženirka še vedno v razvojnem oddelku na ETI-ju. In že takrat sem v bistvu rada spreminjala zadeve. Že na ETI-ju sem recimo dobila tudi nagrado za inovacijo, ker sem želela na drug način, na drugačen način zagotoviti proces testiranja izdelkov. Naslednja prelomnica, če tako razmišljam, je bila najbrž takrat, ko smo začeli ustanavljati Orjo, podjetje, in to je bilo leta 1988, kar veliko let nazaj. V bistvu takrat se sploh še ni dalo ustanoviti DOO-ja, kot je zdaj nekaj najbolj normalnega v tem trenutku, ampak takrat smo morali še ustanavljati delovno organizacijo. Tako da to recimo so bile te prelomnice in seveda naslednja prelomnica leta 1993, ko sem pa postala direktorica Orje Computers. Spet je prišlo bolj k neiznenada, ni bilo to načrtovano, nisem imela nekih ciljev, ampak v novi vlogi je bilo pa potrebno spet pač na nov način začeti funkcionirati. Torej lahko rečemo, da je osebnostni razvoj, vaš osebnostni razvoj seveda tesno povezan tudi z osebnostnim razvojem podjetja kot nekega samostojnega živega organizma. Seveda, vpliv je oboje stranski. Moj razvoj, sem prepričana, da je vplival tudi na razvoj podjetja, po drugi strani podjetje samo je izredno vplivalo na moj razvoj. Tako da tu se ne da potegniti ločnice, črte in reči, to je osebni razvoj, to je pa profesionalni razvoj. Pa vendar je šel v smeri ljudi in Orja je zelo poznana prav po tem, da veliko vlaga v razvoj posameznikov. In kakšna je izkušnja? Ali je to zopet nastalo iz potrebe ali je nastalo iz nekega profesionalne odločitve in neke vizionarskega pogleda vnaprej? Ja, v bistvu je bila to odločitev, kam hočemo. Vedeli smo, kaj je naš cilj in vedeli smo, kaj je za to potrebno. Tako da vlaganje v ljudi je del naše strategije. Kako so se na to odzvali zaposleni? Na kakšen način so dojemali oziroma razumeli
ta vaš premik k razvoju posameznika? Mi smo se zelo zavedali, da bo premik znotraj podjetja težko doseči, da je to proces, ki traja nekaj časa. In zato smo si recimo leta 2000 pomagali z nekim orodjem. Želeli smo zaposlenim povedati, da ker gremo v drugo smer, ker gremo v smer rešitev in storitev, so zdaj pomembni drugi dejavniki. Je pomembno, kako razmišljaš, koliko si kreativen, koliko imaš idej, kako te ideje dejansko pretvarjaš v inovacije. In smo tudi sistem ocenjevanja zaposlenih, rednega ocenjevanja uvedli, kar je bilo leta 2000 nekaj dejansko čisto novega. Povedali smo, da bomo ocenjevali prav te kazalnike, mehke zadeve, ki so pomembne. Samostojnost, skupinsko delo, v tem smislu prenos znanja, prenos idej, odnos do ljudi. Moram reči, da seveda, ko sem jaz začela leta 2000 razlagati o teh zadevah, so me malo znevere tudi gledali, kako pa lahko bomo odnos do ljudi ocenjevali. Ampak smo ga in smo začeli in smo na ta način tudi lažje zaposlene usmerjali v smer, ki je pomembna za nas in jih hkrati s tem vsakomesečnim ocenjevanjem dajali vedeti, da to je dejansko tisto, kar cenimo. Je bilo to možno narediti samo z internimi silami ali ste se ob tem posluževali tudi pomoči od zunaj? Ne moreš vsega sam narediti, ker to je tudi naša filozofija vedno. Povezuj se z najboljšimi na vseh področjih. In prav na razvoju človeških virov, na razvoju zaposlenih, imamo že zelo dolgo uveljavljeno sodelovanje s človekom, ki nam na tem področju res ogromno pomaga. Ali je potem, lahko rečemo, da je poleg seveda znane finančne funkcije, ki je vsak direktor oziroma predsednik uprave budno spremlja, kadrovska funkcija tista, ki je drugo najpomembnejše orodje za vzpostavljanje zgodbe uspehov? Jaz mislim, da bo kadrovska funkcija prvo najpomembnejše orodje za vzpostavljanje zgodbe uspehov. Zakaj? Zadeve se čedalje bolj profesionalizirajo. Vsak mora biti strokovnjak na svojem področju. In čedalje bolj vidim direktorja kot nekoga, ki je strokovnjak za to, da vodi strokovnjake. Se pravi, kadrovska funkcija bo čedalje bolj pomembna. In tudi, recimo, jaz moram reči na našem primeru, jaz sem se odločila, da je kadrovska funkcija moja odgovornost. Te funkcije nisem do sedaj še nikomur drugem predala v podjetju. To je odgovornost direktorja in mislim, da je to edino pravilno. Ali se temu odzivajo tudi potem vaše stranke? Ali čutite spremembo v zadnjih letih, ko ste toliko vložili v razvoj ljudi in posameznikov, tudi drugačen odnos v komunikaciji oziroma razvoju poslovanja s strankami? Predvsem vidimo, da naše stranke cenijo predvsem našo odprtost, predvsem neformalen odnos, ki ga imamo tudi do njih, odprtost za povezovanje, odprtost za ideje. Nimamo ovir pri prenosu idej, ne skrbimo, da bomo kakšno idejo mi komu dali in bo recimo kdo drug našo idejo vzel pa jo oblikoval za sebe. Ker je zelo pomembno, strankami znamo tudi te ideje izmenjevati in mislim, da je to izredno pomembno. Vsa ta zgodba o spreminjanju posameznika, o oblikovanju timov in nadgradnji vašega poslovanja v smeru kakovostnih odnosov je kot posledico imela tudi zelo pomemben produkt, ki je pravzaprav danes sestavni del, če ne celo paradni konj vaše ponudbe. Tako je. To je produkt Victoria. Mi smo ugotavljali, da sistem ocenjevanja, ki smo ga začeli postavljati kar nekaj let nazaj, prinaša zelo dobre rezultate. In videli smo, da podobne zadeve potrebujejo tudi v drugih okoljih. In seveda, najbolj logično je bilo, da smo ves ta naš know-how povezali v rešitev, v Victorio, to je sistem za ocenjevanje in nagrajevanje zaposlenih, ki ga lahko v obliki našega know-howa ponujamo vsem drugim sredinam. Ali bo iz tega naslova potem toliko lažje uvajati nove rešitve, nove načine dela, ker bo vedno neka lučka spredi, ki bo rekla, mogoče bomo pa to lahko tudi kasneje zapakirali v novo storitev?